Mi gremo danes z avtobusom na Slapove. Zdaj moramo tale videti, kako je z avtobusom. Moramo kartice kupiti. Zdaj sem se mogel vrniti na Jadrnico, ker brez potnega lista ne moramo kupiti avtobusne karte. Zdaj grem pa nazaj v mesto, da bomo lahko kupili. Zdaj sploh ne vemo, na kjerega moramo iti. Noben ne ve, da imajo tle sploh Slapove, ki so vdaljeni 7-8 km tukaj. Bomo še videli, kam nas bo pripeljalo tole danes. Tale moder avtobus je zdaj baje naš. Čez 15 minut odpelje, pa da vidimo. Malo je nizko, moram imeti glavo dol, da se ne zadenem. Kje si izbrala? Tukaj? Ajde. Zdaj smo zvedla, koliko stane. $1,99, fidžijski dolar. Na osebo gremo po 8 km daleč, tako da bomo imela kar za nekaj časa teh $80, ki imamo zdaj. Velja za cel Fidži, tako da Ja, je v redu. tudi na glavnem otoku, zato smo povzela, ker če bi sem na tem otoku, potem ne bi. Nimamo pa nič oken, kot vidite. Sem tole lahko spustiš dol. Naravna klima. Imajo kar volneno zimska kapa gor. Vozijo pa hitro. Ruka pa tudi. Ja. To je drugač Bolgar. Tukaj imamo tak štrikec, pa ga pocukneš, pa je pa zvonc. Prostal. Pevati na Fidžiju imajo tudi zelo veliko iglavcev, so videla po hribih. Takili so. Zdaj gledamo, kje je ta slap, nekje tukaj noter za ovinkom je, ampak vodo vidim pa tam dol, 100 metrov nižji, tako da ne vem še, kje bomo točno dol prišli. V glavno vseeno bomo mogli zgleda kar hoditi. Kaj je konček? Papaja nas čaka že na tleh, banane. Jaz sem si že eno banano privoščil, je bila že malo rumena, tako da je dobra za jesti. Zdaj pa nadaljujemo po tele poti do Slapov. Evo, kam človek pogleda, so takole banane, ene večje, ene manjše. Pa ko bomo šli nazaj, bomo kakšen šop odrezala. Tiste, ki bodo malo bolj zrele. In tudi ten šop so malo premehne še niso dovolj zrele. Premehne spet ne smeš vzeti, ker ne dozorijo, tudi ne, tako da morajo biti glih prave. Če pa lepo, lepa dolina. Evo banana. Da probam, če je dobra. Tale bo sigurno zelo dobra. Evo, tamle se že vidi slap. Prispeli smo. Tole pa je lep pogled.
Danes imamo malo deževno, zdaj slabo vreme, prihaja en teden, tako da bo še kar tukaj na boji počakala, drugega nama ne prestane, ker bo vetra tam do 60 vozilo, sunki 55 in že tako je težko pluti, mislim, nevarno med temi rifi, ker je zelo veliko nevarnosti plitvin, tako da bo še tukaj. Glede na to, da dež pada, sem kar nadel še tale del, ki je povezan med Biminijem pa s Sprejhodom, da nimava tukaj v kokpitu mokro. Več pa tako ni zdaj neki ful, ne pada, ampak vsake 5 minut pa val. Tako da, to gde je vse mokro, nič več. Tudi trenutno zdaj ne piha, drugače kar pa ponavadi po noč malo bolj piha. Danes greva po cruising permit na customs, tako da potem so pripravljene, ko se vreme zboljša, odplujeva naprej proti glavnemu otoku. Welcome to Labasa. 26,000 people. How does it? What? Who's got a plan? Yeah. We need a plan. Bula. Da so prišla v Labaso, največje mesto na tem otoku, 26,000 prebivalcev. Za tole pot sva plačala vsak po 4 evre, skoraj 90 km eno smer, potovali smo pa 2 ure pa pol. Zdaj gremo pa na naslednji avtobus, gremo pa tempelj gledati. Se ni čudno, da je 108 stopnic, če so pa 3 cm velike. Je težko hoditi potem. Glavno, zdaj gremo pa nazaj. Dovolj je tega templa. Takole imava že nekaj dni, pada, sploh ne neha. Midva greva še na zadnji sprehod po mestu. Morava iti kupiti kavo za te poglavarje na otokih, ki jih bova obiskovala. Danes se pravi 11. dan. Bula. To pozdravljamo. Je 11. dan, tako da smo zdaj za toliko časa plačala bojo, ker smo dobila cruising permit, to pomeni, da lahko zdaj končno izplujeva in greva naprej. Jutri je plan, da gremo 25 mil južno tega otoka, je en rif, en mehen otoček. Tam naj bi bila najboljša točka za snorkeljanje na celem Fidžiju, če res ne vem. Tako kot pravijo, za kakšno plažo, to je ena najlepših plaž na svetu. Ja, ena najlepših in še 1000 zraven. Tako da bova videla, če bo vreme dobro. Še zmeraj ni dobro, tako kot bi moglo biti, tako da bova videla. Se pustiva presenetiti. Takole pa kuhajo kosila oziroma večerje v vrelcu. Medva bova pa skuhala oblačila, tej ko mava za oprat.
Tukaj noter ponovadi je riž, dajo posodo, pa te cunje dajo čez in se lepo kuha. Tole se pa imenuje kava, ampak ne kava, ko jo mi pijemo, ampak drugačna, to je korenina kave. To daš potem po glavarju na otoku, kam greš, ne? Da ti potem dovolijo, da se tam sidraš pred otokom oziroma da greš potem lahko tudi na otok. Več pa tole baje ni nič dobro, kaj za pit. Glavno to pol oni skuhajo in se potem pije. In ti pač ponudijo in ne smeš odkloniti in pije z njim, ampak videla. Špila? Ja, če bodo ponudili, moraš piti. Izvoli. Vse najboljše. Rice? Very hot. Takole pa Natalija pere cunje, kuha. Edo sva štartala, ker piha, bo videla. Če bo neugodno zdaj, ker prideva tlele za rt ven, bo povrnila pa še nazaj. Glavno, skozi so nevihte, vremenska napoved je skozi ista. Je kar hudo, če dalje bolj piha, še nevihta bo. Potem katamarano vidite, kušni so valovi, kar zgine noter. Glavno, greva tlele nazaj za rt, na sidro, pa bo počakala, bo šla pa jutr naprej. Da ne bi šlo vse po planu, zdaj sem to ploščo dol vzel. Tukaj noter je elektronka od sidrnega vinča. Glavno vinč ni delal, zakaj ni delal, ker so te kontakti vsi prerjeveli. Tako da sem zdaj itak spet upravil, to je itak kar čez kabel. Tako da sem zdaj malo obrezal kabel, pa nove tele spojke dal. Zdaj bom še malo sem pošprical s kontakt sprejem, vse skupaj. In še izoler trakom se bi izoliral, dal nazaj in to je to. Glavno vsak dan je kaj, tako da dela nama ne zmanjka. Jaz se ukvarjam s kabli, Natalija pa s kuhanjem. Tole je že kuhan riž, tole je piščanc, narezan na koščke, jajce, zelenjava. To bo zdaj vse skupaj podpekla, dala skupaj in bo imela dobro kosilo. Da sva še kar v zavetju, čakava, da bo končno kaj lepše vreme. Tiha, pada dež. Tlele na posnetku se po moje ne vidi, ampak tam ne vidim rif, se vse pen, ful valov. Tako da bova danes to če tukaj počakala. Je pa če dale več jadrnic tukaj zdaj na sidru. Po moje nočejo več plačevati tako kot medve ne bojo. Je pa edino sidrišče tukaj, ki je možno sidra. Končno malo sonca po 2 tednih. In bomo šla zdaj čez prehod, imamo Dženovo odprto, zato ne vem kako bo, ena nevihta tlele prihaja za nama. Drugače pa tlele zdaj kontratok, valovi not prihajajo, zato se zdaj pač tako tlele vid belov, ki se pen, ker je kontratok pa valovi, vse skupaj pridejo. Čez to mora čez prideti, pa bo pa boljš. Je pa kar dolg prehod, tam ena jadrnica pa sito, 2 milje pred manama, pa je šele na pol, ne vem, če je že na polno. Tole se peljeva zdaj ob grebenu, tok je zdaj že malenkost manj, tako da prideva tlele čez, odpreva jadra, pa greva naprej za tisto jadrnico naprej.
Veter se bo obrnil, bo 30 vozlov pihalo iz te smeri, tako da bo v zavetju. To je plan za danes. Sicer je že veliko ura, ampak čas je za kavo. Da smo šla čez prehod, zdaj jadrava mirno, ker ni valov, tako da super. Tudi malo sonca je, tako da daje celice trenutno skoraj 17 amperov. Nič hudega ni, samo alarm, da nima GPS-a. To je to. Zdaj greva pa še 8 mil naprej. Je eno sidrišče tam in tam bova počakala, ker se bo veter obrnil in bova potem v zavetju otoka jutri. Naj bi bile tudi spet nevihte močne, prav izdano opozorilo tukaj, da naj bi tudi Natalija brala na Voda Marini obvestilo, naj bi tudi rovalo drevesa po vse, tako da bomo videla. Zato pa greva tukaj, da bo v zavetju, da ne bo kakšnih problemov novih. Traja bilo itak samo kratkotrajno toliko, da gre čez, tako da pol dneva dejansko po noči bo. Potem pa bo šla naprej proti glavnemu otoku in proti Voda Marini. Mi da sva zasidrala v enem velikem zalivu, sicer je Kolenkol rif. Zdaj sva sicer na odprto morje, tale dost obrnjena, zato je malo seguncava, ampak se bo veter itak zdaj bo ponehal zvečer in se bo obrnil. Po noči pa bo z tega konca prišel veter in nevihte, tako da vidljivost tukaj, kot vidimo, je nič, skoraj nič, 10-20 centi mogoče, več verige ne vidim. Tako da kopo se sigurno ne bom tukaj. Drugače imamo tle še eno jadrnico, Pasito, dva švicarja z nemško zastavo. Glavno, zdaj bova tukaj počakala en dan, mogoče jutri gremo naprej ali pa pojutrišnjem bova videla. Končno se je pokazal sonce, tako da nadaljujeva naprej, gremo ene 5 ali pa 7 mil, sta tle dva sidrišča naprej. Tako da bo jutri malo manj, pa se danes kaj dogaja, da se malo premikava, ker sva res skozi na enem mestu. Se pa zdaj jasni, tudi malo boljše napovedano vreme, malo manj vetra, v bistvu nič, kar spet slabo, da ne moreš jadrati, ampak dobro, zdaj greva itak v Marino popravljati jadrnico. Pa tudi upam, da bo malo več jasnega vremena pa sonca. Da se bo tale gospa lahko kaj kopala. Bil že cajt. Ja, jaz tudi. V glavno zdaj greva najprej pogledati za tole jadrnico, da popravimo. Pa bomo šla pa tam na otoke, še za kakšen teden. Tako da še kaj vidimo Fidžija, da samo po teh zalivih se skriva pa popravljamo jadrnico. Medtem so še malo dženova odprla, malo na motor, tako da so zdaj kar malo hitrejše, so celo tega soseda prehitela. Jutro se dela, sonce vzhaja, medtem pa sva namenjena na glavni otok. Tele dva švicarja s Pasitotom tudi, tako da gremo skupaj. Kot vidite, je bil napoveden veter, kako bomo jadrali, ga ni. Mogoče se še pojav, bomo videli. V glavno, to je to. Da malo dženova odprta, tako da tega malo sapce, ki je mogoče tiste pol vozla, malo smo hitrejši, drugače gremo na motor. Tole sta švicarja, ki je ta z nama, tudi nimate glavnega jadra, ki se jim je uničilo, tako da sta naročno dolga čakata. Tako da greta tudi s tem namenom na ta glavni otok, tako kot medva, da popravimo ta rigging, da bo potem lahko normalno jadrala. Žal nama je samo, da nimamo več pinakra, ker z njimi pa lahko malo hitreje jadrala, pa bolj enostavno.